levo roko, če ste smučarji, in potem si zapomnite samo ta gib. Če pri motorju date gas, tako, ga v tem gibu vršiš odvzemamo gas. Se pravi, vedno zavijem desno roko stran od sebe ali pa proti kolegu Larsu, proti Larsu, proti Larsu, proti Larsu, ne? Da dobim tako, kaj? Okroglo strukturo že. In ko ne gre več zavijati, se pravi, ko postane res že zelo težko, samo gledajte moja dva palca. Samo palca zbližam skupaj in se gor avtomatsko sama naredi zanka. Jo vidite? Ja. Ko palce date skupaj, se naredi taka zanka. Potem ji morate prijeti z levo roko takole za vrh zanke in imate zgornji čopek in spodnji čopek. In pa samo spodnjega okoli. Si dvignil roko. Za naslednjič te prosim, dvigni roko. Prosim, da me pustiš, da dokončam misel, po pol dobiš besedo. Z veseljem. Ber. Velja? Z desno roko vedno zgornji čopek zavijete stran od sebe, da postane spet lepo okrogla struktura in ga preložite čez spodnji čopek. A vidite kako? In spet zgornji čopek zavijete z desno roko stran od sebe in ga preložite spet navzdol. In to nadaljujete in medtem ko se to plete, pridemo do točke, kjer vam bo zmanjkalo materijala na eni strani. Torej, vidimo, da mi je zmanjkalo, zato ker je bil en konc krajši na začetku kot drug. Zakaj je to fajn? Ko štukamo vrvico, je dobro zato, da se nam vrvica ne bi strgala na tem mestu. Ker če bi oba mesta bila štukana na istem mestu, bi se vrvica strgala. Vzamem nov material, oziroma novo travo, obrnemo naokrog, naredimo šopek, kaj malo predebel, damo malo na stran in ga kar takole priložite zraven, vidimo? In vse skupaj obrnemo kam? Stran od sebe, ves čas samo stran od sebe in priložimo navzdol. In potem spet zgornjega zavrtimo stran od sebe in priložimo navzdol. Zgornjega stran od sebe in se ta čopka ves čas mešata. A vidimo kako gre. Kaj smo dobili? Da bomo malo polepšali. Prosim lepo. Ni tako, da moramo debelejša. To je pa stvar okusa. Meni je pomembno, kjera bo najdaljša, pa da bo stala v zraku. Lahko je tudi tanjša. Boste ven se ne porabili. Je pa zelo močna, ne? Boš Bert probal strgati. Aha, kako zaključimo? Zavijemo jo okrog prsta, to vrvico, in kam je kazal, prst dotaknemo začetek te vrvice in zaključimo z vozlom, da se ta vrvica potem ne razdre. A vidite, ja? Se kje odvija ali pa karkoli. Stoji tako, kot mora, a ne? Prosim, probaj. Kar potegni. Da bom že star, gledaj to. Knjigo da je iz rok, pa boš lažil. Kaj ne gre? Lahko jaz probam. Lahko. Te bo Bert probal. Lahko jaz probam. Lahko jaz. Tukaj vidim, da se je ena že strgala, da samo še ena drži. Samo še na eni visi, gledaj to, pazi to. Pusti, gledaj. Vidiš, ta se je strgala, vidiš, ta je pa držala. Gledaj, kjer ena se je strgala, ena pa še vedno držala. To je po mojem kakšen malo, ko ni tako težji blok, ko moraš plezati. Lahko jaz probam. Tudi kakšen malo težje lahko pleza, če je močnejša vrv. Ste videli, kakšna je plavuna debela. Lahko pa tudi več manjših naredite. Lahko več tanjših narediš, pa je pa takole prepoloviš in jo zavijaš
v debelejšo vrv. Sam rabiš pol daljšo vrv, ne, če hočeš pol debelejšo. Tako da v štartu fajn. Glejte. Ok. A je bilo jasno vse? Kakšno vprašanje? Imate uro časa, ekipa, ki bo spletla na daljšo vrv, je zmagovalna ekipa in ne pomiva. Okay. Potem, ko bo to upravljeno, pa smo rekli, da bomo imeli še delavnico z vozli, vam bom pa še pokazal par uporabnih vozlov, si bom zavezal oči in vam v zavezanimi očmi pokazal en kup vozlov. Pa kako se pleza po vrvi, to bom vse imel zavezane oči. Boste lahko preverili, če te vidim skozi, oziroma da ste vi dali eno prevezo, da ste rekli, da je fejka. A velja? Ok. Se veselimo. Start. A lahko štartam? Ja, ti že. Okay. Vam gre? Gre, kdo plete? Jaz. Aha, ok. A to plete biti odlično. Kaj pa ti, kobilce loviš? Si že kakšno ujel? Jaz, ko sem hodil, sem videl na milijone. Kobilic. Vse skakale so. Ja? Vse skakale so povsem. Lahko loviš, ampak bi bilo dobro, da nabereš travo za špago, a ne? Pokažeš, koliko ste naredili? Ok. Pa trdo. Kako se to igra? A tako se to igra? Ja, tako, da rabi biti zraven ena barva. Aha, čim bliže mora biti, a ne? Ja. Se je bližje tako, ko me šlo tako zraven, je zmagal. Ok, super. Vse se tako dela. In to žoge se dela tako. Ne, še zavit moraš. Preden daš dol, moraš zavit. Jaz poznam to delati. Jaz sem na službi to delal. Kaj si v službi to delal? Sem Kako gre? mal pauze. Jaz imam pol 46. No, da je pokaži. Probali. Imam 100. Kaj? Še sam je rekel, da jih ima 100. Ok, super. A potem jih boste pa združili te dve. Ja. Kaj ti dela? Kaj ti ne dela? Jaz bi rač tem delom. Je bi rač to palce ure na tavku. Ne, lepo pa lahko. Kaj se nimajo, če imajo tako. Bert, pogledaš, koliko časa še imate? 5-6 minut. Še 6 minut, kako vam gre? Slabo. Pokaži. Je lovci na to. Ni, v redu je. Kažete posebej njihov je malo daljš, malo, samo malo. Ja, gremo še njihovo pogledati. Ja, greva tekmovati? Ajde.
Koliko imate še časa? Kdo ima uro? Ne, še 6 minut je. 5-6 minut. Rekli smo 5 do 12, zdaj je pa 11:49. Ok, pokažeš, koliko imate? Aha. Bravo, super. Na hrbet, je lažje nosimo. Ko je takole zložena, je lahko date tudi v pralni stroj za en teden, pa se ne bo zamuzlala, in ti razkopala. Še bolj pomembno je, pa ker imate te dva končka, je najbolj zdravo, če imate več vrvi, da ta dva konca samo naredite šestico, vozo šestica ali pa over finger se reče, ker je v obliki številke šestke, Zakaj? Kot sem rekel, če boste to naredili, je nemogoče, da bi se vam vrvi med sabo zapletli. Če bojo konci posebej vihrali, se bojo pa med premikanjem med sabo zavozlale in boste zelo težko to narazen naredili. Prav, če bi tako naredil, pa dal 1000 takih vrvi, takole zloženih v en velik mešalec, pa recimo 3 dni vrtel, bi pa vsako samo takole parel in bi se ločile od vseh ostalih. Ja? Mi verjamete? Ja. Bomo lahko pa pokazali, bomo zmešali 2 vrvi skupaj, močno boste lahko delali, kar boste hoteli, boste videli, kako bo pa narazen padel. Ker se ne more zavozlati. Ker ne visijo konci posebej kar tako. Kakšno vprašanje? Kako si montiraš to gor? Lejla, kaj te zanima? Možeš si čez ramena, takole. Prekrižaš spredaj. Podnož. Spredaj se obrneš, oziroma slažem se obrnem, kot zadaj narediš, prekrižaš zadaj. In še spredaj zavežeš na kaj? Kakšen vozel naredimo spredaj? Lahko na mašenco, lahko je ambulantni. In pa pomembno je, da si tele končki, ki vam visijo, pa takole zatlačite za vrv, da ko greste čez grmovje, da se vam vse ne zatika. In imate lepo potirano vrv, da se ne ovira, kaj rabite preplezate, zložite nazaj, tak in akcija. Ok? Smo pripravljeni? Ja. Imate vsi vodo? Ja. Rabimo preverjati? Sigurno ne? Ja. Direktno nam, ja? No, malo bolj tja. Geri, kar pustimo, ja? Ok. Znači, pa kar gremo. Odkud noge vzamemo, pa gremo. Ajde. Ja? Učitelj, vse mi je, še bom vodila kolono. Sej čakajo, lej, so nas začeli čakati, bravo.
A prosim, lahko pride nekdo preveriti, kaj vidim. Če me bo kdo udaril, naj se pazi. Kako kažem? Ne vem. Ne vem. Ne vem. Kaj kažem? Ne vem. Kaj kažem? To lahko vsak reče, da ne veste. Ja, ne vem. Jaz lahko naredim, pa vidim. Probi zamahniti proti meni, samo ne me udariti, prosim. A ti kažem 5 ali 10? Tiho. Raj ga bom. A kažem, Kaj bom falil? Samo ne me udariti, prosim vas. a kažem, Ok, mislim, da res nič ne vidi. Kaj misliš ali veš? Pa sem precej siguren. Ja, ne vidim, no, še mi žim zraven, ali lahko. Ok, Bert, pridi dol. Pojmo dol. to sem jaz. 10. Tako. Prosim za tišino, se hoče kaj slišati pa videti, ne? A prav? Evo, tako odmontiramo vrv, jo pregledam, če je cela. Ko pregledate, v bistvu smo zavezane oči, ampak gledajte, tukaj čutim, da je natrgana vrv, je res? Je, vidite? Ja. Jaz ne vidim nič, ampak je čutim, da je nočeta, se pravi, tle je že lahko malo nevarno. Vedno preverite zato, da se vam ne bi strgala med plezanjem, ne? Ker jaz bom zdaj pač malo tudi plezal vmes. Zaprti oči. Ja, Ne, ne bom. Bog ne dej, da to reče zdajle. Se pravi, na unem koncu je bolj taka klavrna vrvica, ne? Zdaj rabim, recimo me je ujela noč, je tema, in rabim poiskati eno drevo. Evo, tukaj čutim, slišim, da je eno drevo. Gremo okrog njega in kaj naredim? To je konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi. Iz koncem vrvi grem pod ali nad nadaljevanje. Nad. Pod. Pod. In potem gre čez nadaljevanje vrvi in uvijem ta konec okrog samega sebe. Konec vrvi okrog samega sebe nazaj navijamo. Vidimo, 3-krat. Da dobimo tako zanko. Je res? Ja. In bolj ko zategnem ta vozu, bolj drži. Zategnemo. Iščeš na drugi strani. Tiho, se ne slišim.
potegnem vrv do sebe in 1 meter stran od tega drevesa naredim alpinsko zanko. Alpinska zanka ali topovski vozel se naredi tako, da si ujete 3-krat okrog roke, vrv, ne? Pridete od spodaj in zagrabite za sredinsko vrvico, greste od spodaj in naredite tako zanko, ki potem ne potuje po vrvi gor ali dol. A ne? Sprav, 100 takih zank lahko naredite na eni taki daljši vrvi seveda in ta zanka so lahko tudi tako velike, da si date čez ramena in lahko potem vlečete pač tudi kakšen težek top v klanca. Ne? Kot včasih med vojno so vojaki s tem vozom vlekli težke topove, strelivo, hrano, vodo visoko v gore. A ne? Tako. Potem dam tole vrvico čez, prevlečem čez. Tako. In zdaj, ko potegnem to vrvico proti sebi, kaj se dogaja? Se zateguje, ne? Je res? Vidimo, da se zateguje. Zategnemo čist, kakor se da. In potem tukaj naredim tako štirico, zdaj vi ne boste videli. Lahko bi tudi celo okrog obeh vrvi dal. Štirico. V redu. Evo, in je zategnjeno. Potem pa rabim tle samo še najdeti eno debelejšo palco, upam, da mi je uspe najdeti. Ja, evo jo. Dotaknem tole zanko, poiščem konec vrvi in zategnem. In palca ostane tle not. Vidite, stoji. Ok, zdaj to preverim. Obešem takole gor celo težo, če me drži. V redu. In kako gremo recimo čez kakšno reko ali pa čez potok po viseči vrvi, a ne? To vam bi zdaj pokazal. Okay? Tako to naredimo, se pravi splezamo čez, a ne? Damo gleženj takole, oziroma stopalo imamo na drugi strani, a ne? Desne noge. In se takole zleknemo po vrvi, se raztegnete in lahko tudi takole počivate, če hočete, vidite. In potem se z nogo in s celim telesom z rokami se dvignete telo gor in greste lepo počasi naprej. A ne? In potem, vidite, a ste tukaj? Ja. A vidite, da gre? Ok. Tako. In potem recimo moramo na hitrico pobegati, a ne? Kaj naredim? Sam potegnem za palco, jo vržem ven, ne? Potegnem za tole, se razdre, potegnem naokrog, oziroma ven iz zanke, potegnem se vrv nazaj vse. Razdremo tale vozel, takole vsak vozel se da zalomiti. Torej vsak vozel, ki je pravilno narejen, se ga zelo hitro
zaveže in tudi hitro razveže. Ne? Vidite? Jaz nič ne vidim, zdaj moram biti takole po občutku malo više gor, da ne bom kam v prepad padel. Grem po vrvi proti drevesu, vsak korak stop, preverite, če je trdno, da ne boste kar stopili v prepad, ne? Če je tema. Tole malo razrahlam, potegnem konec vrvi k sebi in je zadeva rešena. Ne? Kako zložimo? Smo rekli, 2 raztežaja naredim, damo čez vrat, stegnem levo roko, če mi gre po desni strani dol, gre tudi gor po desni strani. Če gre dol po levi strani, gre tudi gor po levi strani. Desna, desna, leva, leva, desna, desna. Takole, da date roke na razen, vidite, da se ni nič med sabo povezalo. Poiščem te 2 vrvice, zavežemo na krog, 3-krat. Poiščem se te zanke tukaj gor, potegnem tole vrvice, te 2 vrvice skozi, naredimo tako zanko, jo poveznemo čez. In si, kot sem že prej pokazal, zmontirate na hrbet vrv, zavežete na mašnico ali pa na karkoli in kaj je pomembno, da si zatakneš. da si vse zatakneš takole na okrog, a ne da ti ne štrli vse, a ne? Ok? Hvala lepa za pozornost. A je bilo v redu? Ja. Ok, no zdaj bomo, hvala ti. Zdaj bomo še pokazal, boste lahko tudi vi poizkusili, tisti, ki želite, kako se spuščamo po vrvi. Drevesa primeš za drug konc, vidimo, in samo vlečeš. In kaj se bo zgodilo? Na koncu bo zateknil. Na koncu bo zataknila, ampak kje je zdaj vrvica? Imamo oba kraka enako dolga, je res? Prav tle glih sredina vrvica, je res? No? In zdaj, če imam recimo tle dol prepad, ali pa neko steno zdaj preplezati, a ne? Ali pa imam, ne vem, karkoli že, imam 2 opcije. Ena je ta, da grem lahko naprej, se pravi, stopite takole, vmes, od spredje prekrižate, to si dobro zapomnite, a ne? Spredje prekrižate, greste zadaj in samo noge date čez vrv in si potegnete takole med nogami. Zdaj, to morate držati, če to spustite, padete dol. Čez to roko jaz vrvico približujem mojim genitalijam, ne? Se spuščam, vidite kako naprej, na nos. Lahko se ustavim, lahko prestavim roko, lahko vzamem pištolo. Ja, To bo ti pa kot Michael Jackson. To pa čisto. a ne? Ni res? Imam eno roko prosto, Pa bo sam še takole. 2 prstima držim tole, lej. Nobene teže. In vedno pazim, kaj? Da sem pravokotno na podlago. Učitelj, dajte se čist Daj. nagati, da bo tako Michael Jackson. Ok? To je ena metoda. Vam je všeč? Ja. Dobro, ne? Druga metoda je pa, kako greste po klanc, po hrib. Če imate dobrega kolega, da vam gor vrv naveže. Kaj narediš? Vleče se. Ja, vlečeš se, ne? Greš, 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 a ne? Potem pa spet. Pomembno je, da si pravokotno na podlago. Da imaš dober okvir na noge, a ne? A vidiš? Da se zanihaš pa povlečeš. Okay? Druga metoda, enako kot prej, stopimo pa tako ob drevo,
zadnje prekrižamo. In pridemo spet med nogami s tema dvema vrvicama ven. Michael Jackson rikvrc. Michael Jackson rikverc. Pravi, pomembno je recimo pri takih stenah, kaj tale, ki je kar odrezano, a ne? A vidimo? Da imamo... Učitelj, stejte se kar nagnjen. Ne sme se preveč. Vedno moram biti pravokoten na podlago, a ne? Je bi to naredil, samo da je naprej. Gre pa to potem lahko seveda tudi dosti hitrejše se lahko spustite, a ne? Vse zato je to naštimano. Je bi to probil sam naprej, ker bi rad kar bil želiš. Michael Jackson bi rad bil. Najprej se bom pustil odsim in bo pol on nadziral, če se prav naveza. Stavaš, se je vrvica zaostava, ne? Moš kar lezu tam. Kdo Michael Jackson? Ne štima. No, stej se. Nimaš čez obe, nimaš rezo to narediti. Sedi gor. Štima? Ja, štima. Ja, bo. Pravokotno bodi. Če ti bo tle spodrsnil, če se ne boš dal preveč nazaj, ti spodrsnil in boš padal direkt na nos. Ne si tako popuščati. Malo Jaz sem se poberto. naslon nazaj bolj. Jaz sem Pa popušči, poberto. ne? On je po meni. Vrvico, oni dve vrvici. Jaz sem po Nigel. Ok, jaz sem pa po Evelyn. Kje ti trenje ustvarja? Tva? Tam. Jaz bom bil Michael Jackson. Probi gor, pa Michael Jackson. prekrižamo spredi, greš v zadnji. Michael Jackson. Jaz sem bil Michael Jackson. Pa na spolni. Tako. To je zdaj rešeno. Ni zombi Michael Jackson. Zdaj se pa probi, pač Drugače je. naslon, zaupaj vrvi, da se drži in moraš Film je Michael Jackson, ja. korak naprej narediti. pol, ne? On je vladu neki mestu. Tako, Kva? korak naprej. In zdaj, ko boš Pa daj ta je na rekla, da tej poziciji, ne, če boš le Michael Jackson iz nepljivega pa pazi, On je rekla, da je neki perfume, Michael Jackson. Žebelj je imel spodaj. Take klukce je imel. sila, počasi. Take klukce je imel. Ta je rekla, da Michael Jackson. Ko moraš držati, pa popuščati tako proti In pa je imel Ne, še vedno je znano. Zdaj je. je pač to zavedal in pa ga je težko. Ja. Tukaj takole je imel. A vidite Michael Jackson? Tako da smo prav močno tako. Tako. Ej, Ber, ta je rekla, da Michael Jackson ni znan. Kako to mami pošljete? Bravo, Michael Jackson, kar zaupaj vrvi, lahko se še malo spustiš, če želiš. Pa sam stopi naprej, pa boš vstal. Tako, evo, si videl? Dobar? A, kaj rečeš? Super. Michael Jackson. Danes je pa zadihati čist dober, a ne? A, kaj je bila ploha po noč? Ja, A je bilo koga strah karkoli? Je koga zeblo? Ni, odlično ste slišali, vse je okej. Sicer so bile nevihte po Sloveniji, tle sicer par gromov je bilo, ne, ampak ni bilo hudega. Kaj smo mi delali? Mija je med filmom. Kaj smo imeli kino in kaj smo gledali? Nas! Kdo so bili glavni igralci? Wow. A vam je bil všeč? A vam je bil všeč film? A? Na YouTubeu smo pogledali naše video posnetke z prvega pa drugega dne, ne? O še enkrat, danes imamo zabavo. Kdo se danes poroči? Kdo se danes poroči? Noben. Kako gre priprave na poroko? Dobro, kje ima ženina? Pokaži ženina. Kdo je tvoj ženin? Tukaj, a ne? Tale, a? Kje si ženin? Imaš obleko pripravljeno, sem videl, za poroko. O, lepo. Prstani so? Ja. Imate? Anja je skrila. Anja jih je skrila? Jaz sovražim poroko. Zakaj sovražiš poroko, Evelin? Zakaj ne? Ni mi všeč poroko. Dej no! Če mi Zvečer se boš pa še ti poročila, gotov. ne. S temle gospodičem. Ne, ne bova
isto poročila. To sta stara zakonca vidva, a ne? Se sta mi že iz vrtca sta skupaj, kaj govoriš? Ampak niste pa skupaj šoli. To nisem rekel, ampak pravim, že takrat sta para, ne? Ja, pa to. To se pravi, sta stara zakonca, zdaj se rabite samo še poročiti po taborniško, a ne? To seveda velja samo tukaj na taboru, ni nikjer drugje, a ne? Tako da se lahko še pridružita, če boste želela. Bravo! Ne popuščati preveč, moraš zadržati v roki, pa z roko pojdi proti telesu, a ne? Ja, ne ti to delati, ne, ona mora sama to narediti, če ne pade kot smok. Vem, da si hotel pomagati, samo si videl, kaj se zgodi. Ne, ona sama pač dobi izkušnjo, no, bom tako rekel. Vem, da nisi nič slabega hodil, Maksim. Absolutno ne. Vse je okej. Včasih pazi, spusti se naprej, še naprej, pa zdaj korak. Tako, bravo, si videla? Moraš zaupati vrvi, a ne? Da te bo zadržala. Še enega Jacksona, a? Leja. Lejte Jacksona! Evo ga, bravo, odlično! En aplavz prosim za Evelin. To je ekipa. Dobro. Tako, pa se potegni gor. Aleksandar me je udaril po trebuhu. Ne špecamo zdaj, ko snimam. Lahko jaz tudi potem. Michael Jackson. Ema. Ona ti je rekla, da ti ne bojo... Prosim, da gledaš ne publiko dol, ampak sebe kaj delaš. Ne tako ohlapno držati vrvic, ker boš samo čmokala dol. Zadrži vrvice in se nagni naprej. Nagni se naprej, tako, bravo. Drži jih v tako, kar nagni se naprej s telesom, kar greva. Pa rahel korak naprej, prestopaš počasi. Ne tako. Si dobro? Ok. Tako popuščaš počasi, a ne da te spusti vrv naprej. Tako, vidiš, če boš hiter spustila, te bo hiter spustila. Si videla. Ok? Si videla? Gre, ne? Zelo dobra tehnika, kaj rečeš? Počasi zapletla si nogo. Si uredi? Super. Kako ste? Odlično. Kakšna je bila? Poroka. Na vrsti je poroka, prosim. Dajmo malo veselja. Željena nevesto. Dva duhovnika morata biti. Imate dva? Ja, lahko imamo dva, Jakoba in Camerona. Evo. Pa prej si, boš? Ajde, boš skupaj z Jakobom. Kdo bo? Mart, ti boš kaj, ministrant? Prosim ne. Kaj? Mihaj duhovnik. Ne, ti pa Jan Majsta. Boš priča? Ja. Ženinu. Kdo je ženin? Dvigni roko. Evo ga. Kje je nevesta? Kdo bo nevesti priča? Evelin. Evo, rešeno, nevesta zbira sama Se pa z pričo. Evelin poroči Oskar, ne? Ne, meni Kaj je ena poroka? Presenečenje. Tu bo, Oskar, jaz določim, kdo bo meni določil. poslušaj, Kdo bo tvoja priča? Oskar, a te lahko sem nekaj vprašam? Pa koga bi ti hotel? A ga lahko pustite pri miru? Oskar, a te lahko sem nekaj vprašam? Aleksandar. Dobro, Lahko to prvo poroko, kjer bo ženi rekel ne in se ne boš poročil. ker sta že prijatelja tako in tako. Kako to naredi? Evo. Kaj je betka? Kaj te matra? Vzameš Evelin za svojo ženo. Imamo dve poroki. Najveća pojoka mojega življenja. On bo njegova priča, ker sta prijatelja. To boš pa ti ne priča. Mi smo se že prijatelja. Ja, Bert, ona dva res. Ko eni od punc priča, še punce imate priče? A boste ena drugi priča? Sara bo priča, Emi. Sara bo ena priča, pa Bert druga priča. Evo. Kje želiš? Bert je ena, Evelin ali pa Ema? Z nevestami se zmeni.
posnemam, moram iti po vlečko. Hvala. Kakorkoli je Bert, ja, tvoja priča, a velja. Vem, ampak on je priča. Kdo pa priča? Si? Ne bi bil priča. Ti? Jaz sem že dopolnil. A ja, ti? Komu? Evelin. Ajde, Oliver. Ne bi bil. Prav. Kdo bo? Kamerom. A boš ti priča, Evelin? Ja, manj. Jaz sem že dopolnil. Upam, da ga je Smo mogli teči po vlečko. Aha, kdo je priča? Kako bi razložili? Priča je nekdo, ki je zraven, ko se poročiš in je prisoten pri obredu in je priča, da si se porodil. Pridi, Betka, boš tudi ti na poroki. Pridi. Res je, ampak poročiti se je pa treba, rabaš pričo biti, ne? Da res reče, ja, boš ti. Ne, on je že župnik. Čuli, da imata, poslušajte, zdaj že imamo, ne? Ja. Naj bo on priča priči. Ja, bomo imeli 3 priče. Kam še ti zdaj na Boga? Ona je naredila križ za duhovnika, ali kako? Ja, ona bo posodila križ duhovniku. Okay. Ne, se boste sposojili, nimamo dvorani. Oni, ki govori, on ima križ. Prosim, prstančke. Ja, Mija, kje imamo blazinco za prstanček? Kje imaš uno blazinco za prstanček, ki si naredila? Rabimo poštar za prstane, ne? Kdo pa prinesel? A ja, Maksim, reši me še enkrat. Moram iti po zapestnici. Sem že dopolnil. Hvala. Izvolite. Evo, prstani bojo, veš, Žan. Za prstane. Kdo bo to prinesel? Boš ti? Alhes, ne moreš. Čitar, Ja, lahko, nekaj ne? podlo. Ok, bom jaz. Lahko. Žana posnem. Sem ga že prej. Ej, sam paste, ne laufati okrog teh luč, prosim lepo. A ne? Da ne bo kdo po nesreči. Kdo ima prstane? Jaz. A? To odpirat zapirka. A ne? Može se se kor prst, misli ga bomo. Mami, mogoče ima on snema. Daj, kad te bom približal. Ne, zapivaj pol. Zapivaj pol. Nekaj sem se tako mazal, nekaj sem po zemlji. To je atlantitski, a ne? Ja, rabo energijo. Čitar, jaz se bom pa s tem poročil. Zdaj gremo dati vlečko. Kaj primeš, prosim? Evo me. Ema, pridi, da naredimo vlečko. Evo, da po. Tako. Moj zmanj. Pridi, da naredimo vlečko. En šopek je pa ta. O, zapeš, da je cel ti kapilce stoji. Na te je pa. Ja. Zakaj te zapestnice? Učitelj. Si bojo izmenjali zapestnice. A ti šapak, kjer ga? Povej. Moj gorsta. A lahko daš njej malo lepšega, ker on je že precej suh. Pa pa ta? Ja, Če daš tega njej. tega ti je on nabral najprav danes. Kaj združi ga skupaj, da bo vsaj malo pisan. Evo, wow. Hej, kaj pa to za?
Ti, če ne boš rada zapisati, še daš mi. Ej, iPhone. Hvala ti. Učitelj, je res da tako? Učitelj. Anja, samo da ti povem, da sploh nisi snemala. To je zlata. Kako nisem Nisi snemala? snemala. Čakaj, že zlata. Niti enega videa. Ja, ne vem, verjetno je. Ne, mi Učitelj, to je za Se ne hecam. Ja, Ne. Čakajte, to moramo vse zdaj popraviti. Da bo lepa figica. Gde prstaka? Au, pohoda si me, ženi in pohoda si me. Prstak mogo nosi, ja? Dva zadnja. Čak še, Učitelj, še en prstan. Ja, jaz sem ga... Wow, se bo s tem poročil, ne? Čigav telefon dal koračnico, ki mojega prinesel. gremo, pripeljemo nevesto. Kje je ženin, jo čaka, evo ga. Jo čaka, seveda. Absolutno. Tako. Poglej, kakšna dolga vlečka. Čakaj, preden se začne. Da pride malo bliže, ja, se malo... O, kakšno... Pridi priča, kar spusti dol. Priča spusti. Ja, tako. Se postavi za Saro. Vse punce, ki imate ramena odkrite, je pač treba jih pokriti, ne? Naredili skoraj tako. Malo se Učitelj, hecamo. mi smo skoraj naredili skoraj tako špago z unimi travami. Skoraj tako. Sem videl. Evo, tle so. Glej to okrasitev. Jaz sta županka. Da, kaš priš? Ja, Plus aura. ste naredili. Plus aura. Plus aura. Bodo veli plus aura. Dobro. Jaz mislim, da se lahko svečanost začne. Kako? Bert, Ok, pridi zraven za pričo, stopi zraven. se lahko začne. Ja? Ampak brez ljubčka. Plus aura. A to se pa vi zmenite sami. Ok, Zdrav ljubčka. Ne. naj, Zdaj ti pa nekaj se ne boš poročil. a boš, Priča. a boš ljubil, Emo, čakaj, ja, Ema je ime, a boš ljubil, če bo debela ali grda? To je pa malo neprimerno vprašanje. Prosim, če se popraviš, gospod Bi župnik. vzel Emo za svojo ženo. A bi vzel Emo za svojo ženo? Reči ja, Ja. ali pa ne, ne? Mislim, Ema, a bi vzela Naja za svojega moža? Ja. Ok? Naj, a boš varoval v slabem in grdem? Ja. to če bo nevihta. Ema, a ga boš ljubila? V slabem in grdem. V dobrem in slabem se reče. Dobrem in slabem. Ok. Ok? Ok? Ne bo? Naj bo, ja. No? No ja, A bo bi imela še kakšno navodilo za srečo življenja, kakšna spodbudna beseda, kot duhovnika, ki ste izkušena? Zdaj se lahko prvič kušam ta... Ne, prstane še, ej. Pozabil si. Ej, Prosim za prstane. Evo, počasi, bolj počasi, ne, svečano mora biti, ja, tako. ker ti ne boš pila otroka. No, zdaj pa ne, ja, obratno, on mora tega tebi dati, ja. A niste nič potrenirala? Kdo bo zdaj komu prvi dal? Najprej Ne, nič na kolena, tiste ki za roko prosiš, no. Zdaj se ona dva poročata, po taborniško. Prstani moraš gor dati. Rec, sprejmeš moj prstan v znak? Na prsti ga na takšen drugi. Zdaj pa ga gor daj. Ej, kiri majster. Še napačno. Pa so majster. Tako, pa še ona njemu. To na nozinca, bravo. Odlično. Super, in sedaj se lahko objameta. Zdaj se lahko prvič kušneta. No, to boste pa. Pa lahko se Ja, vprašate, kar hčeta. In In zdaj jaz vama podelim v imenu naše šole preživetje Laris, vama podarjam zapestnici in bomo kar tako naredili, da bosta En aplavz. pravi par. Dajmo en aplavz vsi. Sem da ne zamešal, da sta... Da not jo zamešal, da sta
Naj pa Oskar, pa to ne gre. To bo malo čuden pa. Evo, in sta poročenca. Čakaj, stoj, ne vleč. Evo, se odpnemo. Moje zapečeno. Evo, lepo nosta. Hvala, ker ste sodelovali, lepo. Čestitam, mlada poročenca. Boste imela vedno spomine na drugega. Večno, ne? Pa učke se pogleda, ne? V luči. Ajde, en ljubček. Kaj se priredite? Enega na ličku najti, ne? Še rože mora ven. Rekla sem brez ljubček. A ja, točno, res je, ma sem pozabila. Kar si hotel, ker se zmenila mi. Čakaj, tu se boste ona dva pol na medenih tednih pogovarjala. Rad bi napovedal, da imamo še eno poroko. In bomo kar tukaj, prosim, počakajmo naslednji par. Županka pa In ista. to sta Ej, ramo križ. Doma križ. Evelin in Oskar! Nam daš križ. Križ se ukradel. Križ. Križ rabimo. Jaz bom plozaura naredil. Oskar, pridi. Pridi, Ema bolj sem, pridi malenkost bolj sem, najde se malček bolj tam. Raje mi dvojno šlajo. Pet žan, no, pet, no. Jaz pa Anja so samo organizatorje porok. Tam. Evelin, kaj si kaj, imaš kaj treme? Končno, a reci. Ram. Dragi svate, malo posluha. Oskar, a boš ljubil v dobrem in slabem? Ne. Ne bi poročil z njo. Ne. To je dec, vidiš. Ja, to je dec. Ti, Evelin, kaj boš ljubila Oskarja v dobrem in slabem? Ja. Pa kaj se brdimo, ki se bo sam ne bo sam. Oskar, kje se zataknila? Kaj? Kaj pa ti mene? Ne, hotel dec. Ziger. No, če se on ne strinja, se ne bo ta prav, ker je on dec. Ja, še vedno zahtevam plačilo. Ja. To boste pol od njiju, pač od prič pa od teh, ne? Tole bo Priče 350. plačajo. Ja, ne plačam evra. Kaj so priče pa si pol? Ja, ne plačam nič. Ale, župnik je treba. Ja, plačam jajci kuro. Prav, 5 evrov, če ne bo 350. 5 evrov. No, dajmo neki ukrep. Zdaj se lahko kušam ta čečeta. Ne. Ajde, ubijem te nazaj. Obvečer bi šel. Ja. Evo, jaz mislim, da ta poroka ni bila uspešna. Je bila. A je bila na pol uspešna? Dajmo reči, da je bila na pol uspešna, glede na to, da sta že dolgoletna, bom rekel, prijatelja, ne? Znanca, zaljubljenca. Sta bila že v vrtcu skupaj para, ne? Moramo povedati, ne jih, no, prosim. Kar boste bila starejša. Boste že, bomo že, a ne, neč na silo, a ne? Ja, bova že. Se boste že zmenila. En aplavz za vse mlade poročence in seveda kljub temu, da se nista poročila, dobite vse za pogum od mene in zapis. Anja, a je to zvrta za pokrit plašč? Ja, bravo. Ker se nisem dobro spomnila. A, Bert? Bert, kaj ni dobra ideja. Zdaj pa na vrsti metenje nazaj. Ja, ajde, zdaj pa pun. Samo punce. Fante, samo. Naj, ti si že poročen. Če mi je fora, da se fante mešaš. Pobojo fante metali pol kamne. Jaz bi metal kamen. Neče, je dober cilj. Samo punce, prosim, no. Bert. Anja, podi zdravo, ti si punca. Kar gremo. Ti si poročena še, kar pojdi. Ja. Jaz držim stvari od neveste. Ja. Kozo vrši. Kozo. Da je bil bil šasak učitelj. Kolegica, pridi. Ej! Evo jo! Se bo še enkrat
začela uspešno. Ja, odlično. Bravo, Evelin. A ja, zdaj bo še ona. Pa ti še enkrat, ja. Nobel. Nobel. Čestitke vsem mladoporočencem. Ajde, fantje, lovijo šopak, to še nisem videl. Ženin bo vrgel šopak. Super. Ja, se lahko prvič kušnete. No, to Pa še zapikni. Pa lahko se vprašate, kar hočete. in In zdaj... jaz Ona uzinca, bravo. odlično. Super in Je ful lepo. Kaj praviš, Serafima? Evo. Ja, in je Črni Peter. Kaj bo kdo kaj povedal, imamo kakšno izjavo dneva. Jaz še vedno iščem najboljšo izjavo dneva. Tle igrajo karte. se poroka, pa jaz sem Črni Peter. Izjava dneva, evo, si zmagal. Če vidiš. Ne, puste. Puste. Da lahko se izpeljemo. Se lahko izpeljemo. Palčko, noč zapičiš pol pa piha. A ga prešparamo za potem, da ne bo spustil do takrat. Mulanski smo. Mulanski. Ti moraš še kaj. Ga strele ali počakamo do poroke? Počakamo do poroke, da... Wow, ful lepo, da vidimo, to je Mija naredila za prstan. Super bo, hvala. Kje sem jaz pričal? Komu si ti priča? A ja, ti hodi z nami, za nami, ne tle. Ti hodi z nami in pol, ko pridemo do tam... A ni tako, da jaz to nesem. Tudi, primi, ja. Evo ga, Bert. Pa Sara, dvema ona. Mi smo posebni. Ne še. Boš ti pa pripeljal nevesto, prosim, pred Kakšna čast, Maksim, wow. Ja, tipo. No, zdaj... Ne, boš pa prinesel, ko boš šel. Gremo, pripeljemo, nevesto. Tan, tan, taran, tan, tan, taran. Glej, kakšna dolga vlečka. Čakaj, preden se začne. Kaj boš povedala, Lejla? Eno lepo misel za danes. Mija, boš ti povedala kakšno lepo misel za danes? Ne vem, karkoli je. Da je lep dan. Ne. Eko. Okej. Skoraj bi mu sletelo kje v glavo. Ojoj. Jaz Ajde, kaj boste povedali? Tijan, kaj boš povedal danes? Verjetni smo starši. Tako, hvala. Ti, Aleksandr, kaj boš povedal? Da imamo posode. Ne najde posode. Bomo našli. Ko bomo vse spraznili, boš videl, da bomo našli. Ma ne, zakaj? Jefrem, kaj boš povedal? Še mikrofon imaš v roki. Boš rekel vsaj dober dan? A, ti je nerodno? Dobro. Pa to ni mikrofon. Ma skori, dej, je podobno.
Evo, tukaj pomivamo posodo po kosilu. Čau. Čau. Še malo paše, ker je toplo, se malo zmoči. Tako kot je, rezultat je žal. Prva je zmagala, a ne? In druga pomiva posodo. No in jaz bi zdaj rada vedela, zakaj bomo uporabili te vrvi, smo rekli danes. Kdo bo povedal? Ja, za dekoracijo. Ok, zdaj pa gremo na delavnico o vozlik. Sprav, da se bomo naučili, zakaj se vrv lahko sploh uporablja in kako se je uporablja. Velja? Kakšno vprašanje? Ni. Ok. Zdaj pa predlagam, da se gremo. Jaz mislim, da se lahko svečanost začne. Kako? Aleksandar, priča, moraš iti za najem. Evo, Oliver ima težko nalogo. Ja, moraš držati. Ja. Naj, a boš ljubil? Emo, ja, Ema je ime. A boš ljubil, če bo debela ali grda? Normalne primerno vprašanje. Bi vzel Emo za svojo ženo. A bi vzel Emo za svojo ženo? Reči ja. Ja. Ali pa ne, ne? Ema, a bi vzela Naja za svojega moža? Ja. Ok? Naj, a boš varoval v slabem in grdem? Ja. To če bo nevihta. Ema, a ga boš ljubila? V slabem in grdem. V dobrem in slabem se V reče. dobrem in slabem. Ok? Ne bo? Naj bo, ja. Evo, to so pa drugoporočenci. Čau, mahajte mi. Vodila za srečo življenja, Matej. Čau. budna beseda, ki